Pa zaploskajmo Klari, ki nam bo zaigrala koncert od Readinga. Hvala Klari za lep glasbeni uvod v današnji večer. Sedaj pa k besedi vabim patra Ivana Hočevarja, duhovnega vodjo Katoliškega študentskega centra Sinaj. Dober večer, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjeni gostje nocojšnjega večera. Zbrali smo se na tradicionalnih Nikodemovih večerih, ki so 46. zapored. Naslov letošnjih Nikodemovih večerov, kot vidimo, je Ali bo sin človekov našel vero? Luka 18:8. Se pravi, da bo središčna tema večerov vera, oziroma kar je s tem tako ali drugače povezano. Pobuda za ta naslov, oziroma za to temo, je dal sam papež Benedikt XVI s tem, ko je razglasil leto vere. Druga pobuda pa je prišla od Slovenske škofovske konference s slovenskim pastoralnim načrtom, kjer je rečeno, da je osebna vera nekaj središčnega za kristjana in vsakega človeka. Tudi letos bodo Nikodemovi večeri potekali v obliki okroglih miz. Danes se bomo posvetili pričevanju, izkušnji
kako so se naši cenjeni gostje srečali z Bogom. Jutri bomo govorili o samem duhovnem izkustvu, kaj to pomeni za naše življenje, o nujnosti tega izkustva. V sredo o duhovniku, ki nam lahko pomaga, da pridemo do tega izkustva, in v četrtek o Mariji, kot tisti, ki je verovala, ki je bila popolnoma izročena Bogu in nam kaže pot do Boga. Torej, povabili smo različne goste, zanimive goste, strokovnjake na različnih področjih, ljudi z izkušnjo. Želimo si, da bi bili ti Nikodemovi večeri kraj srečanja, kraj pristnega dialoga in pa čas, da poglobimo svojo vero. Hvala lepa in dobrodošli na 46. Nikodemovih večerih. Sedaj pa najprej idem kar k osrednjemu dogodku današnjega večera. To je okrogla miza z naslovom Dotaknil se me je. Duhovno izkustvo je pomembno za vsakega človeka. Srečanje z Bogom krepi vero vanj. Kdor nima tega izkustva vere ali nima ali pa jo izgubi. Gostje iz različnih cerkva, tradicij in verovanj nam bodo povedali, kako so se srečali z Bogom. Kako je to vplivalo na njihovo življenje? Kaj jim pomeni vera in oznanjevanje te vere? Povprašali jih bomo, kako jim pomaga skupnost, cerkev pri vzdrževanju duhovnega temelja. Pa naj dodam še samo eno misel, ki je odlomek iz knjige Gospod Bog tukaj Ana. Fin, ti znaš ljubiti bolje, kakor vsi ljudje na tem svetu. In jaz prav tako, kaj praviš? Ampak Gospod Bog je drugačen. Vidiš, Fin, ljudje lahko ljubijo samo zunaj in lahko poljubljajo samo zunaj. Gospod Bog pa lahko ljubi prav od znotraj in te lahko poljubi prav od znotraj. V tem je razlika. Gospod Bog ni tak, kakor mi. Mi smo Gospodu Bogu majčkeno podobni, ampak še nekaj dosti. Pa besedo predajam današnjemu moderatorju Sebastianu Kristoviču. Hvala. Lep pozdrav vsem navzočim, ki ste se danes udeležili nocojšnjega večera, tudi iz moje strani. Naslov današnjega Nikodemovega večera je Dotaknil se me je. Kot že sam naslov pove, bo rdeča nit nocojšnjega srečanja zelo osebnostne narave. Govorili bomo namreč o srečanju Boga in človeka. Kot vemo, so ta srečanja različna. Ta dotik doživi vsak posameznik na svoj način. V prvi vrsti zaradi narave vsakega posameznika, vsak je unikat, edinstven in nezamenljiv, kot tudi vemo, Bog ne dela kopij. Po drugi strani pa je ta različnost tudi posledica določenega religioznega okolja vsakega posameznika. Iz tega razloga smo medse povabili 4 izredno zanimive goste, ki nam bodo svojimi besedami in svojo izkušnjo poskušali približati svoj notranji, do neke mere tudi intimni duhovni svet. Za to pripravljenost, pogum in odkritost se vam že vnaprej iz srca zahvaljujemo. Tako kot prvega na oder vabim gospoda magistra Gregorja Pečarja iz Maribora. Njegovo duhovno ime je Gargamuni Das, je duhovnik oziroma menih v mednarodni skupnosti za zavest Krišne. Predstavlja duhovno znanost in kulturo zavesti Krišne preko predavanj, člankov in glasbenih nastopov. Gospod Gregor Pečar, imate 2 imena, kar nima privilegija imeti vsak. Katero ime je bolj pravilno in kako vas naj kličemo? Meni osebno je bolj pri srcu moje duhovno ime. Osebno mi je bolj pri srcu, vse v duhovnih krogih, moje duhovno ime, ki je Gargamuni Das, drugače pa
se razumemo, ne glede na to, po katerem imenu me kdo pokliče. Hvala. Naslednji gost, ki ga vabim na oder, je gospod Ibrahim Malanović, muslimanski duhovnik oziroma imam v islamski skupnosti v Republiki Sloveniji in tudi namestnik muftija v Sloveniji. Gospod Ibrahim, kar se dogaja po smrti, je nekako v središču vsake religije. Kako je pri vas z nebesi? So res tako hedonistično obarvane, kot velikokrat beremo, ali zadeve izgledajo kako drugače? Vemo, da predvsem dobro večer in salamu alejkum, naj bom Božji mir za svemi nami. Seveda mi verujemo, da ta prihodnji svet je boljši svet, ampak ga se treba zaslužiti. Hvala. Samo pravični pridejo tja, kaj ne da? Tako je. Hvala. Saj upajmo, da je Bog milosten in bo prostil tudi tistim, ki niso. Hvala. Naslednja gostja je vsem nam dobro znana lanskoletna dobitnica Borštnikovega prstana in mnogih drugih visokih nagrad in priznanj. Milada Kalezić, gledališka in filmska igralka. Poje v zboru Srpske pravoslavne cerkve in izhaja iz velike družine. En brat živi v Črni Gori, drug v Sloveniji in sestra prav tako v Sloveniji. Gospa Milada, a bi vi postala moja Facebook prijateljica? Dober večer vsem. Žal nisem ne na internetu, ne na Facebooku. Sva pa mislim že prijatelja, ker sem jaz priključena na nebeški internet. Osebno sem pričakoval en drug odgovor z tistimi znanimi besedami iz filma To so gadi. Ne vem, če to veste, tiste znamenite besede je izgovorila naša gostja Milada Kalezić. In te besede so: jok, brate, odpade. Kakšni so kaj spomini na ta film? Ja, lepi, seveda zelo lepi. Prvič, bila sem zelo mlada. Verjela sem, da je pred mano svetla bodočnost, sicer si je nisem znala čisto natančno predstaviti. Bila sem še absolventka AGRFT. Snemalo se je na Viba filmu v Ljubljani. Takrat nisem vedela sem, da je to neka cerkev, so rekli, ne? Ampak bila je vsa zadelana od kulis in šele mnogo let kasneje sem si šla pogledati to obnovljeno Jožefovo cerkev v Ljubljani, ki je res izjemno lepa, ne. Zdaj tisti časi so pač bili seveda, to je čas nedolžnosti, lepi, ker sem bila zelo revna študentka, sem se najbolj razveselila res ogromnega honorarja in sem si privoščila vse tisto, česar si pač kot študentka nisem mogla. Se pravi, vem, da sem šla najprej v butik Krik, ta je bil na Poljanski cesti in je londonsko, oxfordsko modo pripeljal v Ljubljano. Čisto po žensko? Ja, tam sem si kupila nekaj oblek, potem sem si kupila tuje revije, parfume, kozmetiko, naročila sem si taksi in sem se odpeljala v Maribor, da končno vidim, kako izgleda to veliko življenje. Hvala. Na oder vabim tudi gospoda Damjana Mlinariča, duhovnika Rimokatoliške cerkve. V svojem duhovniškem poklicu že 2 leti deluje kot kaplan v Lenartu v Slovenskih Goricah. Mogoče kot zanimivost, katoličan je šele 9 let in že 2 leti kaplan.
Drugače se sicer tikava, ampak danes se bova vikala, kot se spodobi. A še vedno drži ta stari slovenski pregovor po duhovniku vera gor, po duhovniku vera dol. Ali bi danes mogoče morali ta pregovor malo predelati, mogoče pa le ni vse kriva duhovščina, kaj ne da? Ja, pač jaz bi rekel, da pregovor še vedno drži. Torej, v veliki meri, rekel duhovnik še vedno ima neko vlogo, tudi v katoliški cerkvi, in dejansko, tako koliko opazujem stvari, stvar drži. Redo, hvala. Bi tudi en apel na duhovnike. Samo ena tehnična podrobnost, nocoj ne bom samo jaz tisti, ki bo postavljal vprašanja, imeli boste možnost tudi vi, nekje v sredini ali v prvi tretjini ali že sedaj, bodo šli okrog listki in pisala, tako da lahko tam napišete vprašanja. Prosim samo, da bodite milostni z mano, ker ne znam brati vseh pisav, tako da se dajte potruditi, da lepo napišete. In bomo ta vprašanja lahko pozneje potem tudi zastavili našim gostom. Torej, rdeča nit nocojšnjega večera je vera, predvsem osebnostni vidik vere, osebnostno doživljanje vere. Pa za začetek tako eno vprašanje za vse. Nas zanima vaš prvi stik z Bogom, kaj in kako se je zgodilo, je šlo za kakšen izreden dogodek ali bolj za nekaj notranjega in pa mogoče, če je kaj k temu pripomoglo, mogoče kakšna oseba, kakšna knjiga, kakšen dogodek, kakršnekoli druge okoliščine. Tako prosim vsakega za... Lahko pa začne kdorkoli. Svoboda je danes zelo pomembna. Škoda, da nimamo kakšne kocke, da bi izbirali. A boste vi? Ampak bomo začeli. Seveda vaše vprašanje je, kdaj smo se srečali z Bogom. Od tega časa, ko nas je Bog ustvaril. In seveda, ravno pri tem so imeli veliko vlogo moji starši. V tej naravnem, potem tem duhovnem življenju so me učili, da Bog obstaja in po tej poti sem spoznal Boga. Seveda potem je verouk in potem začneš Boga čutiti ali iskati odgovore, zakaj sem, odkot sem in kam grem. In ravno v tem se odgovori najdejo na ta vprašanja, da je to Bog. In s tem živim. Tako da vmes ni bil kakšen dogodek kasneje, ampak nekako je bilo to že vorahčeno v vaše otroštvo, od rojstva naprej ste kar živeli za tem. Seveda. In to seveda je bilo skozi čas izkušnje. En islamski mistik, Gazali, časi, ko je dozorel, potem začel iskati Boga vse posod, ampak je iskal dokaze ali potrditve, da obstaja Bog. Enkrat je prišel mami in je vprašal, mama, kak ti veš, oziroma koliko dokazov imaš, da obstaja Bog?
pa je ona rekla, jaz si ne vem, da obstaja Bog. In on se posramijo pri tem vprašanju. To se pravi, znotraj, kot je že rečeno, Boga moraš čutiti. Hvala. Hvala lepa. Pa prosim naslednjega ali naslednjo. Torej, kot je bilo že rečeno, sem 9 let katoličan. Pomeni, da prej nisem bil, ne? Da sem bil ateist, nisem veroval. In bi rekel, ta moja prva izkušnja, sem bil star 21 let. Moje življenje je bilo zelo razgibano, ne? Iskal sem, bi rekel, Boga vse posod, ne? Od diskoteke do še kje druge, ne? V glavnem, in potem se je zgodilo en petek, da sem se znašel na mesto v diskoteki v cerkvi, ne? Zdaj, kako je to mogoče, ne? Jaz sem se že prej zaklel, sem rekel, mene ne boste več našli v cerkvi. Namreč kot dijak smo velikokrat hodili v cerkev, ne, v Italijo in tako, ne, vse posod smo, in smo v vsakem kraju skoraj šli v cerkev, ne, sem rekel, jaz več ne grem, imam pun kufer teh cerkva, ne, bi rekel, mene cerkvena umetnost ne zanima, ne, zdaj kaj več pa me ni zanimalo, ne, ampak zarečenega kruha se ne več poje, ne, in tako se je zgodilo, da me en prijatelj povabil, torej na eno debato, ne, ampak jaz takrat nisem vedel, ne, kaj me čaka, ker če bi vedel, me tam ne bi videli, ne. Tako da sem se dejansko znašel v avtu, torej v petek zvečer smo se peljali in ko smo prišli, ne, v en kraj, je bil Grič in na Griču je bila cerkvica, ne, in to je bil prvi šok, ne, ker smo se tam stavili, ne. In potem nič smo tam bili, pa sem potem šel zraven, ne, v cerkev, ne, in tam so tako bučno, ne, v tej cerkvi tako bili ljudje polni veselja, ne, roke v zrak, so slavili Boga, sicer jaz takrat nisem vedel, kaj delajo, ne, bilo mi je malo čudno, ne, to je bilo torej Zgornja Lužnica, ne, torej pri Zoranu Kodeli, so imeli takrat ta srečanja in potem nekaj časa sem bil v cerkvi, gledam jaz te ljudi, ne, in po nekem času grem jaz v mojem žepu, ne, kjer imam ponavadi mobitel, ne, začnem igrice igrati, ne, in seveda me tako opozori en gospod, da ne smem igrice igrati med mašo, ne, to se ne spodobi, in seveda jaz sem bil jezen in sem odšel, ne, in zdaj, če bi imel jaz avto, bi jaz šel tam, odkud prihajam, iz Ptuja, in na koncu maše pa bila molitev nad posamezniki, torej so molili za vsakega posebej in nekako se je tako zgodilo, da je bila maša že konec in je ta gospod prišel do mene in je dejal, če bi molili, ne, za mene. Sem rekel, v redu, čeprav nisem vedel, kaj to molitev sploh je. In res so prišli do mene 3, 4 so bili, so položili roke in so začeli moliti. So prosili Jezusa, ne, za mene. In med tisto molitvijo se je zgodilo nekaj, kar jaz za svojo znanostjo, ne, takrat sem bil študent računalništva, se nisem znal pojasniti, torej nisem me pojasnila, dejansko sem takrat med tisto molitvijo doživel, takrat sem tako čutil neko energijo, takrat sem mislil, ne, šele potem sem spoznal, da je to Sveti Duh, ki deluje, ki se me dotaknil po celem mojem telesu in to je trajalo ves čas molitve, mogoče 5-10 minut. In to je bila prva taka izkušnja, bi rekel fizična, ne, dotik Boga, čeprav takrat tega nisem tako še razumel. Takrat sem si malo drugače stvari predstavljal in dejansko ta izkušnja je bila ključna, temeljna, da sem jaz potem začel hoditi v katoliško cerkev in takrat tudi so mi ponudili knjigo za prebrati od Emilijana Tardifa, Jezus me poklical za svojo pričo. In v tej knjigi je bilo rečeno, da ta Jezus, ki je umrl pred 2000 leti, tudi danes živi, da je vstal od mrtvih in ne samo to, da tudi uzdravlja. In to je bilo za mene najbolj fascinantno, da torej dela čudeža in potem sem videl, da ta Bog je tudi začel posredovati v mojem življenju. Tako mogoče za začetek. Hvala. Boste dali prednost gospe ali?
Je v bistvu, ne, ko me vprašajo to vprašanje, sem vedno v težavah, ker je to res zelo dolga in globoka zgodba in traja celo moje življenje. Tako da ne vem, kje naj začnem in če bi tako na hitro, z nekimi podatki vam rekla, da pač prihajam iz okolja, kjer so seveda eni so verovali v Boga, eni absolutno niso. Moj oče je oficir, komunist, partizanska družina, potem eni so bili četniki, oni so kao malo verjeli, potem je bila neka babica, ki se je skozi križala, potem smo hodili v dom armije, kjer, ko so Rusi šli gor, pa so potem rekli, da je Gagarin rekel, da tam gor ni nič in potem se je zelo pilo in proslavljalo, tam gor ni nič. In tako si pač gledal, vse življenje nekako te odrasle okrog sebe. Je pa res, da sem imela v sebi nek nenavaden občutek, da sem si želela, da bi bil Bog kot otrok. Ampak se mi je zdelo, ker ni bilo nikogar, ki bi me popeljal, ki bi mi ne vem kaj več povedal o tem, se mi je zdelo, da je to tako velika stvar in da on ima toliko važnejšega drugega dela, da se ne bo ukvarjal z menoj in se potem v bistvu živela brez njega. Sem pa zelo rada brala recimo o njem in vedno sem vse, kar sem prebrala, da je nekdo srečal Boga, se mi je zdelo perfektno, sem verjela, se mi je zdelo, da je to absolutno res, ne. In sem si mislila, dobro, jaz tega ne bom doživela, tu se verjetno, ne vem, dogajajo takšne stvari nekje tam v Franciji pa v Angliji, ne, meni se to ne bo zgodilo in potem počasi, ko prideš osebno v neke težave, pred 25 leti v Celju sem se v neki res težki situaciji prvič v Danijelovi cerkvi v Celju obrnila nanj, to je bila res velika prošnja, naredil je ta čudež zame. In potem, ko sem pač pripovedovala ljudem, so rekli, ne, ti si igralka, imaš bujno fantazijo, to bi se itak zgodilo tudi, če ga ne bi prosila. Ampak preden se je to res zgodilo, je pa bil en občutek, za katerega vsak, ki je vernik, natančno ve, da je resničen. Enostavno je to ta njegova prisotnost. Prvič sem čutila, da je res z mano, še preden se me je uslišal. In sem seveda to natančno vedela, zdaj pa seveda to je težko drugim govoriti o tem, ker to zveni izredno neprepričljivo. Saj veste, ljudje govorijo, kot rečemo na jugu, sve in svašta, kdo bo zdaj vedel, kaj je tu res. In potem zaradi vseh teh nesporazumov nisem več pripovedovala ljudem o tem. Jaz sama sem bila zelo prežeta s tem, da je. Se pravi, on pač neznani Bog od zgoraj, ki me je slišal, ki me je uslišal, res je šlo za veliko stvar in potem sem se odločila, da bom sama se pogovarjala z njim in sem mislila, da bo ostalo tako do smrti. Nisem imela ne želje, ne nobenega namena, da bi govorila o tem. Krščanstvo se mi nekako zdelo, ne vem, preveč komplicirano, nekako sem se odločila, da mogoče to ne bo moja izbira, da nekako bi se težko prepričala, kaj je tukaj res. In mi je to zadostovalo. Čutila sem, da me vidi, da me sliši, da nekako sodeluje z mano. Sem pa s časoma postala radovedna, kakšen je, pa sem recimo ogromno brala o teh rečeh. Nekako glavna moja knjiga je bila, ne vem, koliko to poznate, od romunskega religiologa Mirceja Eliadeja, Zgodovina verovanj in religioznih idej. To so takšne 3 debele knjige in tam je v bistvu vsa človeška zgodovina teh vseh mitov, religij in to sem pač brala in seveda to je kot en supermarket vsega in vem sam, da me je vedno glava bolela, nisem se mogla odločiti, kaj od tega bi mi bilo najbolj simpatično in sem mislila, no vse je v redu, ne, bo pa pač tako, kot je. No, pol sem pa pred približno 10 leti spet padla ponovno v neko situacijo, življenjsko, tako res komplicirano in težko in sem mu rekla, glej, jaz pač ta hip, tako dobro sva se imela toliko let, zdaj pa ne razumem, kaj hočeš od mene in toliko močno že verjamem vate, da bi jaz res naredila to, kar si želiš, ne, bila sem pač v eni konkretni situaciji, ampak enostavno ne razumem, ne, čutim, da nekaj hočeš od mene, ampak ne vem kaj. No in potem sem rekla, napiši mi, naj res v skrajnem obupu in solzah in si vse mogočen, kaj te pa stane, ne vem, neki ubogi igralki napisati en majhni listek, ne. In sem verjela, ne, čutila sem, da me je vzel resno.
In sem res 3 leta iskala ta listek po cerkvah, zdaj si predstavljate, če bi to komu rekla, kje bi končala, verjetno na zaprtem oddelku. In dobro, da pač nisem rekla in sem ga vztrajno ta listek iskala, našla sem ga. Sicer se je izkazalo, da je to knjiga, ki se ji reče Sveto pismo. In predtem mi je podaril vero v Jezusa Kristusa in meni se je zdelo, da mi jo je podaril zato, ker tako so se stvari dogajale, ker me ta listek čaka pri pravoslavnih. In potem sem pač šla tja. Sem pa kot listek našla to, so me povabili v stolnico, bila je ta skupnost Emanuel, je imela neko molimo za mir. In sem bila zelo nervozna, vedela sem sam, da ne smem odkloniti, kadarkoli me kdo povabi v cerkev. Bila sem pa zelo živčna in sem z zadnjimi močmi mislila, joj, kje ste našli mene, že itak sem kar naprej v pogovoru z njim, no, ampak sem šla vseeno noter. No in tega gospoda, ki me je povabil, sem srečala, to je en gospod Ivan, čez 7 let v biblični skupini Sestre Snežne in sem mu rekla, se vi spominjate, tako se mi je zdel ta človek znan, ki me je povabil. In sem rekla, se vi spominjate, bil je pa del nekak tega obreda, da sva tudi pokleknila. In jaz sem bila zelo nervozna, sem čakala, da se to konča in da grem ven. In je potem on rekel, preden pač morate zdaj še tu, ne vem, neke želje napisati, pa ta listek bomo potem nesli tja, pa ne vem še kaj. Čisto sem bila nekako odsotna, sem na brzino vse to oddelala, sem hotela iti ven. Pol pa rekel, ne, zdaj pa morava pomoliti, tule, pred križem. Pa sem si mislila, joj, ljubi Bog, sam še to, da zdržim, pa da hitro pač grem domov. No in potem sem pokleknila, on je pokleknil z mano in si mislila, joj, upam, da bo čim prej vsega tega konec, In vam enostavno ne morem opisati, kaj me je preplavilo z tistega znamenja Svetega križa. Jaz sem tega človeka začela nenadoma. Najprej sem začela jokati, doživela sem napad joka, potem sem ga pa začela tako objemati, da je verjetno on bil tudi pol v čist istem šoku. No in čez 7 let sem mu rekla, se spomnite? Pa je rekel, ja, spominjam se. Se spominjam. Ja, je rekel, kako ste me začeli objemati. In no, pol je pa prišel trenutek, je rekel, v redu, sem rekla, zdaj lahko grem, ko sem se zjokala, pa ko sem ga dovolj dolgo objemala, sem rekla, lahko grem zdaj domov, pa on rekel, ja, lahko greste, ampak tu je košarica in je pisala Božja beseda. In potem sem pa nekako začutila, da gre za res in sem se blazno ustrašila. In se mi je res roka tako tresla in sem rekla, lahko mi naredite eno uslugo, pa mi vi izberete ta listek, Pa je rekel, ja. Pa ga je vzel, grem ven in je bil, takoj sem ga odprla in je bil iz 22. psalma, približno pač, težko mi je, Gospod, ni to lažnika, prosim, ne oddaljuj se od mene. In sem mislila, dobro, to je res, ampak to je tako veva, kaj se mi zdaj hotel povedati s tem, Pa sem mislila, mogoče pa to njegov, ker ga je on vzel, mogoče pa to njegov listek, No in potem vmes sem se dala krstiti, tako so se stvari dogajale, pridem iz Črne gore nazaj in grem spet mimo stolnice in pišem, molimo za mir. In smisla ni, zdaj pa grem sama noter in naredim vse, tako kot mi je takrat on rekel. In ko pride ta trenutek, da vzamem tisti listek, se mi je pa res roka tako tresla. In sem rekla, nič, zdaj ga pa moram vzeti in sem ga vzela. In je pisalo iz preroka Izaije, ne boj se, saj te odkupim, te kličem po imenu, moj si. In jaz sem mislila, to je strašno. Na smrt sem se prestrašila in sem mislila, kaj to pomeni, saj te odkupim, moj si. Nisem čisto nič tega razumela. No in edino, kar sem razumela in kar se me je dotaknilo, je bilo to, ne boj se, ker sem se zelo bala in sem si potem skozi govorila, ne boj se, ne boj se, ne boj se. No in potem seveda s časoma pa sem razumela, kaj pomeni, da sem bila odkupljena za visoko ceno. Hvala. V Svetem pismu menda 365krat piše, ne boj se. Baje nisem naštel, ampak bo menda že držalo. Gargamonidas, prosim. Moja izkušnja z Bogom ni nekaj
senzacionalnega ali velikega, ampak je najverjetneje to, kar je večina nas doživela, nekaj, kar je za nas pomembno, pa kar je naše življenje obogatilo, ga popeljalo v določeno smer. Navzven pa mogoče ne zgleda, kaj pride, ali pa za druge ne pomeni kaj dosti. Zdaj, ko prihajam torej iz skupnosti za zavest Krišne, tu je uporabljeno eno božje ime Krišna. Tako da obstajajo različna imena Boga. Bog je ena vrhovna oseba in naslavljamo ga z različnimi imeni. Tako kot v slovenščini že imamo oče, stvarnik in tako naprej. Tako, če vzamemo vse jezike sveta, potem bomo prišli že na tej podlagi do velikega števila imen, ki naslavljajo eno in isto osebo. Tako da v mojem primeru, ko rečem Krišna, to pomeni Bog, prevod te besede pa pomeni najlepša ali pa vse privlačna oseba. V tej duhovni tradiciji je glavni sveti spis Bhagavad Gita, tako kot v krščanstvu obstaja Biblija in tako kot v islamu obstaja Koran, tako je v vajšnavizmu ali zavesti Krišne glavni sveti spis Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita razlaga, da smo mi vsi duhovna bitja, da smo večni, da smo obstajali pred obstojem tega telesa, da obstajamo za časa tega telesa in da bomo obstajali tudi potem, ko bo to telo umrlo. In razloženo je tam, da se ta duša približuje Bogu oziroma se začne obračati Bogu in vse, kar stori na duhovni poti, tega nikoli ne izgubi. Ampak da se to prenaša po izročilu Bhagavad Gite iz življenja v življenje. In zato bodo nekateri ljudje zelo hitro začeli ali pa zelo zgodaj v življenju bodo začutili ta stik z Bogom. To je zato, ker to prinašajo že, ta pot, samo nadaljujejo pot, ki so jo začeli že prej. Tako da, kar se mojega prvega stika tiče, ta tudi izhaja iz otroštva. Zdaj, prej ste vprašali, če obstaja kak konkreten dogodek, če se je kaj zgodilo, če nas je kdo napeljal k temu. V mojem primeru je bila kriva risanka. Ko sem bil star 5 let, sem gledal eno risanko, v kateri je glavni junak imel precej mlajšo sestro. In v določenem trenutku mi je prišlo na misel, da če je ta fant približno 10 let starejši od svoje sestre, pomeni, da se je 10 let prej rodil, to bo pomenilo, če živita oba enako dolgo, da bo tudi 10 let prej umrl. In to je bilo za mene v tistem obdobju eno tako šokantno spoznanje. To, da se bo moral ločiti od nekoga, ki ga ima rad. Ta občutek umrljivosti, smrtnosti v tem svetu. To mi je kar okupiralo moje razmišljanje in nekega dne sem vprašal babico. Moja babica je bila zelo verna, vsak dan je pela v cerkvi, vsak dan je bila pri maši, pela je na koru, na študentski cerkvi svetega Jožefa. Poučevala je tudi verouk male otroke. In bolj sem njo vprašal, kaj naj napravim, oziroma in ona je rekla, najboljše, da se zatečeš k Bogu. 5 let star fant. Sem rekel, kako naj to napravim? In zanimivo je bilo, da mi ni začela razlagati nobenih molitev ali pa nobene neke pretirane filozofije, ampak je rekla, samo pogovarjaj se z njim, on te sliši. In meni je to bilo zelo smiselno. Ne vem zakaj, ampak bilo mi je smiselno. In to sem začel delati. Vsako jutro in vsak večer sem se pogovarjal z Bogom. Ona je rekla, on te bo slišal, ti njega ne boš, ampak poskusi. In ta izkušnja, tam, ko sem nagovoril Boga, ko sem se k njemu obračal, je bila tako močna, da enostavno s tem nisem mogel nehati. In to je bil ta začetek, ki me je potem vodil naprej, da se je ta zadeva sam še stopnjevala. Je pa to tudi nekaj, o čemer Bhagavad Gita govori. Govori, da k Bogu začnejo pristopati ljudje zaradi 4 razlogov. Eno je, da so nesrečni, drugo, da so željni nekega bogatstva ali pa obilja v tem svetu. Eno je, da so radovedni ali pa da iščejo absolutno resnico.
navadno pa so te vsi razlogi med seboj pomešani. Tako da dostikrat se zgodi, da se moramo znajti v neki težki situaciji, da začnemo malo razmišljati oziroma da se obrnemo Bogu bolj iskreno, bolj močno. Mislim, da je tudi izkušnja, ki smo malo prej slišali od gospe Kalezič, tudi je govorila o teh dveh primerih težkih situacij, ko se potem človek obrne k Bogu. In Bog, ki je na drugi strani v tem odnosu med dušo in Bogom, on je zmeraj pripravljen na ta odnos, tako da je zmeraj samo vprašanje, v koliki meri smo mi pripravljeni na to, da se bomo obrnili k njemu. Hvala. Hvala res vsem za to podelitev tega osebnega vidika. V nocojšnjem večeru boste načeloma vsi dobivali enaka vprašanja, ker se mi zdi, da je ravno to za vse nas ena taka velika obogatitev, da pač se nekako približamo tej vaši osebni zgodbi, osebnemu gledanju. Kako bi mogoče tako na kratko v 3 stavkih odgovorili na vprašanje, kdo ali kaj je za vas Bog? Kdo je dejansko to za vas? Kaj vam pomeni? Tako mogoče na kratko, če je možno in koliko je možno. Pa predlagam, da kar uberemo isti vrstni red kot prej, da ne boste... Bog, Allah je tisti, ki je ustvaril vse. Bog je življenje in Bog je vse. Bog je neviden, na tem svetu iščemo ga skozi tisto, kaj je ustvaril, in seveda bomo ga videli po tem življenju. Bog je milosten, Bog je vsemogoč in Bog je tisti, ki je gospodar vse. Hvala. Torej Bog, krščanski Bog bi rekel, da je Bog ljubezni, Bog, ki odpušča, Bog, ki je šel za mene na križ, plačal ceno za moje grehe, Jezus Kristus, lahko rečemo Sveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh. Torej on je osebno bitje, torej z njim se lahko pogovarjam, torej on je stvarnik, torej vesolja, ampak ne samo stvarnik vesolja, tudi mene ustvaril, me ljubi in takšnega sem tudi jaz doživel, torej Boga, ki me tako ljubi, da plačal ceno za moje grehe, ne? In vemo, kaj je naredil, šel na križ in tam je razodel, bi rekel, to brezpogojno ljubezen, torej dejansko je pokazal, ni samo govoril, bi rekel, ampak je dejansko pokazal to dejansko, kar je ne naredil in na koncu vemo tudi, je vstal od mrtvih. Hvala. Ja, to je zame vera v trojedinega Boga, Boga Očeta, Jezusa Kristusa in Svetega Duha. In nekako se mi zdi, da je naredil res, mislim, kot pravi Izaija, našli so me tisti, ki me niso iskali, razodel sem se njim, ki niso spraševali po meni, da mi je poslal vero v Jezusa Kristusa in natančno vem, da sem po njegovi krvi odkupljena. Hvala. Bog je, poleg vsega, kar je že bilo povedano, Bog je vrhovna oseba, oseba, ki nas ima zelo rada, oseba, ki je naš vodnik, naš skrbnik, naš prijatelj, oseba, ki zame pomeni osebo, ki me ne bo nikoli zapustila, ne glede na to, kar se bo zgodilo v življenju, ne glede na to, da včasih imamo ljudi, ki nas podpirajo ob sebi. Lahko se zgodi, da nikogar izmed njih ne bo ob nas, ampak še zmeraj bo ob nas ena oseba in to je Bog. Se pravi, on je naš najboljši prijatelj, naš večni spremljevalec in varuh in samo
Želimo si lahko, da bi imeli čim bolj poglobljen odnos z njim, čim bolj globok stik. Hvala. Dejansko govorimo o nekom, o katerem skoraj da ni možno govoriti, o Bogu govoriti je zelo težko ga je opisati, se nekako lahko približujemo. Kot vemo, v judovstvu, v judovski veri sploh niso izrekali imena, ker človeški pojmi ga nekako nikoli ne morejo v celoti zaobjeti. Se mu pa lahko nekako približamo ali pa ga vse poskušamo približno opisati z določenimi lastnostmi, kar so tudi naši gostje naredili. Dejansko smo slišali samo pozitivne lastnosti našega Boga. Bog je ljubezen, Bog je življenje, je vsemogočen, nas je odkupil, nas je našel, kot ste dejali po Izaiju, Bog je prijatelj. Zdaj, kako vidite, glede na vse to, kar ste o Bogu povedali, toliko dobrih, lepih, pozitivnih stvari, Bog nas je naredil, Bog nas je ustvaril in nas še ustvarja in nam daje živeti. Kako to, da ni več ljudi vernih ob tem tako dobrem, tako vsemogočnem, polnem ljubezni Boga? A ni to malo čudno? Zakaj ni več ljudi vernih? Zakaj niso vsi verni, če je ta naš Bog tako lep in dober, kot smo ga opisali? Kako vi to vidite? Kako si to razlagate, ta dejansko nek fenomen? Mi verujemo, da je človek tisto najboljše bitje, katere je Bog ustvaril. Seveda mu je dal svobodo pri izbiri, ker je vera v Boga, pri tem je človek svoboden. Ker da ni tega vere v Boga, potem ne bi bilo potrebno se pogovarjati, potrebno vedeti, da obstaja raj ali pekel. To se pravi, da zdaj imamo pravico izbire. V Koranu nam je povedano, zakaj smo ustvarjeni. Ustvarjeni smo zato, da na tem svetu da budemo Bogu služni, da v njega verujemo, da delamo dobra dela in da je ta svet, ki je kratek in da je ta boljši svet je večen. Ravno zaradi tega, ta prizadevanja na tem svetu je vera v Boga, prizadevanju v dobro. To se pravi, če je potem odsotna vera, odsotno dobro, potem se nadaljuje tisto, kaj je slabo. Vse vemo, da je Bog ustvaril tudi Sotonu kot angele. Angeli so tisti, ki so Božja vojska, ki delajo to, kaj Bog hoče dobro. Ampak tudi, če Bog hoče, da se dogaja slabo. Ampak ne zaradi, da bi človek bil kaznovan, nego da bi se iz tega nekaj naučil in da bi se promenil na boljše. To se pravi, da je naša lastna izbira na tem svetu ali biti z Bogom oziroma s tem, kaj je dobro, ali biti sa Sotonom oziroma kaj je slabo. In na koncu pridemo po lastni volji ali v raj ali v pekel. Torej, vprašanje svobodne volje, svobodne izbire. Tako. Hvala. Ja, torej bi se strinjal, torej svoboda je tisto, ki nam je Bog dal in tako imamo pač možnost odločitve, ampak po drugi strani pa tudi res, da ta nevera je bolj fenomen zahodnega sveta. Torej, če bi šli na druge kontinente, imajo manj težav s tem. Zdaj, zakaj je temu tako, verjetno materializem je naredil svoje, posvetne skrbi, to pehanje za bogatstvom, za tem, kar nam ta svet ponuja, reklame, televizija, mediji in tako dalje. Potem tudi ideologije, ki so bile, vemo, od komunizma do, vemo, česa vsega, kaj se je v zgodovini in to vse seveda
nekako človeku, bi rekel, preprečevalo, da bi veroval. Torej smo nekako bili, bi rekel, zaslepljeni še vedno, tako kot sem bil sam, sem bil slep, nisem vedel, ampak se mi zdi tisto temeljno, Sveto pismo pravi, mislim, da v Jeremiji, če me boste iskali, z vsem srcem me boste našli. Torej tu je Božja obljuba, da tisti, ki me bo res iskal iskreno, pa tudi če ne veš, jaz nisem vedel, da iščem Boga, samo Bog razodel, to obljubil. To se mi zdi, na to obljubo se treba sklicavati in sem tako res, enkrat sem naredil to preizkus, da sem tako, ko sem pričeval med mladimi in sem potem rekel, dajte izročiti svoje življenje in ko so res to svobodno naredili, se je vse nekatere od njih Bog dotaknil. Tam je tako bilo fenomen, tako da mislim, da če damo človeku ponudbo, možnost, da bo našel Boga, torej bi rekel, vsakemu Bog da milost, seveda mi pa lahko te svoji svobodni volji se odločimo, zavrnemo milost. Zdaj zakaj to človek naredi? To je skrivnost, to je, bi rekel, z razum težko dojeti, glede na to, da, kot smo že slišali prej, obstaja nebesa, pekel, torej po smrti in zato je, bi rekel, težko razumeti, da bi se nekdo recimo odločil za pekel, ampak nažalost ta možnost nam je dana in tudi vemo, da se pač človek lahko odloči. Hvala. No, na to vprašanje se mi zdi tak lep odgovor, ena anekdota ruskega krščanskega filozofa Vladimira Loskega, ki je rekel, da je spravil kot otrok svojega kateheta v zadrego, ker ga je vprašal, če lahko Bog ustvari tako težek kamen, da ga niti sam ne more dvigniti. In potem je rekel sam, kot odrasel, zdaj poznam odgovor na to vprašanje. Ta kamen je človek. Če noče, ga niti Bog ne more dvigniti k sebi. Hvala. Vedska filozofija razlaga, da je v bistvu večina duš, večina živih bitij je v duhovnem svetu, tako da se obračajo k Bogu oziroma z ljubeznijo služijo Bogu. Samo manjšina je tukaj v materialnem svetu. V materialnem svetu pa se znajdemo tisti, ki smo Bogu na ta ali pa on način obrnili hrbet in se tu poskušamo iti Boga oziroma pozabiti nanj. Tako da materialni svet se primerja z zaporom, samo majhen del prebivalstva je v zaporu. Tako da tukaj pa nekateri kriminalci počasi spreminjajo svojo miselnost in prihajajo k tisti zdravi pameti, pomeni, da se spet obračajo k Bogu, živijo v skladu z Božjimi zakoni in ko se s tem izpopolnijo, se lahko spet vrnejo k njemu. Seveda pa, tako kot je bilo že prej rečeno, imamo pri tem svobodno voljo. Zato, ker vsaka duša v duhovnem svetu ljubi Boga. In ljubezen je nekaj, kar se ne da prisiliti. Ne moreš nekomu dati pištolo na glavo in reči ljubi me. Enostavno, ljubezen je svobodna izbira. In Bog hoče, da se vsakdo izmed nas svobodno odloči. Zato nas ne sili v nič, daje pa nam možnost, daje nam priložnost, da ga spoznamo, da stopimo na to pot in da torej ponovno razvijemo ljubezen do njega. Hvala. V naslednjem vprašanju bi se dotaknili vprašanja molitve. Kaj je dejansko za vas molitev in kako molite? Kaj vam molitev pomeni? Za nas vernike, muslimane, je molitev pogovor z Bogom. To v bistvu je 5-krat na dan in se začenja ujutro zjutraj od zore do sunčevega shoda. Potem na podne, potem, ko se razdeli vreme med podne in sunčevim zahodom, potem, ko sunce zaide
in pred spanje. Vedno ta molitev ni samo duhovna in ni samo z besedami, tudi je ta molitev s pregibanjem oziroma telesna molitev. Poslanec, naj bo mir z njim, Muhammed, alejhi salatu wasalam, je povedal takole. Molitev 5krat na dan je kot ena reka, ki jo imate zraven hiše. In če se umijete, to se pravi, če ste v reki 5krat na dan, potem ste 5krat z Bogom. To je v bistvu vprašanje, ali boste čisti potem. Znotraj molitve je takole začenja molitev. Hvaljen Bog, hvaljen stvarnik, budi od mene. Ti, ki si gospodar nama znanim in neznanim svetov. Ti, milostni in usmiljeni. O gospodar, ti si gospodar sodnega dne. Napoti nas na pravo pot. Ampak to pot, katerim si podarijo svoje blagodarje. Ampak ne na pot tisti, ki so zablodili. Amin. Na koncu Bog pravi temu robu oziroma temu sužnju, ki mu se moli, ta moj suženj mene hvali, ta moj suženj bo na sodnem danu ob meni in res je, bom ga napotio na pravo pot. Hvala. Hvala. Torej za mene molitev, tudi na kratko rečeno, torej pogovor z Bogom, bi rekel dejansko, v molitvi se z njim srečujem, v molitvi, bi rekel, se Gospodu zahvaljujem, ne, torej zahvalna molitev za vse, kar mi je dal, ga prosim, ampak meni osebno recimo je najvišja oblika molitve zame je slavilna molitev, preko katere sem tudi dejansko stopil v katoliško cerkev, torej v molitvi, v kateri tudi sodeluje moje telo, ko ga slavim, ko dvignem roke, naj Bog nam je dal, torej telo, dušo, duha. In ravno sedaj, preden sem prišel sem, smo imeli molitveno skupino, kjer recimo se nas dobiva 40 ljudi in skupaj slavimo in vidim ljudi, kako se dvigajo k Bogu, ne? Kako jim torej recimo ta molitev res jih odpira, ne? Da jih res napolnjuje, izpolnjuje. In tudi zame lahko rečem, da molitev mi to daje dejansko to, por čemer hrepenim, torej da me Bog res napolni za svojo ljubezen in da lahko to ljubezen tudi drugim posredujem. Drugače pa seveda kot duhovnik tudi, bi rekel, to slavilno molitev, ne, mogoče v drugi obliki, molim v brevirju, torej, ki je torej obvezen, torej ta molitev pa vsebuje predvsem molitve stare zaveze, torej psalme, potem tudi seveda nove zaveze, berila, kjer tudi, bi rekel, preko knjige, ki nam je Bog sam zapustil, ne, torej dejansko se z njim srečujem, torej tudi ta beseda, bi rekel, živega Boga mi daje potem tisto, bi rekel, pravo pot, ne, da se torej znova in znova usmerjam k Bogu, k njegovi besedi, torej, ki mi daje, bi rekel, tisto, kar potrebujem za moj vsak dan. Hvala. No, tako se mi zdi, da je res, Bog je milosten in je teh oblik neskončno, tako kot smo ljudje, ne, zdaj nekako na brzino, skupna molitev, ki je zelo lepa, se pravi pri liturgiji z občestvom, ki je res nekaj posebnega, takrat čutiš to neko posebno moč tega skupnega stanja pred njegovim obličjem in pa seveda osebna molitev, ki je pa spet nekaj najgloblje intimnega in toliko sem se prepričala, ker recimo ogromnokrat si enostavno v stanju, ko niti moliti ne moreš, mislim, rad bi, veš, da te samo to lahko reši in v bistvu res sprejme vsako nemoč, vsako željo, kakršenkoli že si, te sprejme in te oblike so res razno razne. Jaz recimo se spominjam, ker so me, ne vem, ogromnokrat opozorili, ne, pri pravoslavnih je zelo važno, kot moraš se pripraviti, moraš biti dovolj čist, da se lahko obračaš nanj, zdaj pa sami veste, ogromno je trenutkov, ko nisi niti dovolj čist, niti dovolj zbran, niti absolutno nič in ko sam čutiš, da si res popolnoma, mislim, zavržen in dejansko dobesedno nič.
In takrat, ravno v teh trenutkih, sem ogromnokrat začutila to njegovo milost, da me res tolaži in da sprejme od mene tudi ta, ne vem, kako bi rekla, ta nič, to popolno nemoč. Poznate pojav temna noč? Znano, ne? Hvala. Molitve, kot smo torej slišali, stik z Bogom, pogovor z Bogom. Obstajajo molitve, ki so individualne, pomeni, ko mi sami lahko izrekamo svojimi besedami, se izrazimo v tem odnosu z Bogom. Obstajajo pa tudi določene molitve, ki jih pozna vsaka duhovna tradicija, ki so standardne, se pravi molitve, ki so predpisane ali pa ki jih ljudje določene tradicije ponavljajo. Tako da v zavesti Krišne tudi obstaja taka molitev. Mi smo znani predvsem po petju mantre, ki se imenuje Hare Krišna Mahamantra in zveni Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To molitev ponavljamo tisti, ki smo inicirani v tej duhovni praksi in vsi tisti, ki so resnejši na tej poti, vsaj 2 uri na dan. Se pravi, to je minimum za vsakogar. Te molitve se lahko razdelijo preko celotnega dne, čeprav se priporoča, da se začnejo čim bolj zgodaj, še posebej tisti, ki živijo v ašramskih skupnostih oziroma skupnosti, kjer živijo duhovniki skupaj, se molitve začnejo že od ranega jutra, precej pred sončnim vzhodom, zato ker je jutro daleč najboljši čas za duhovne aktivnosti. In če se zjutraj močno napolnimo z duhovno energijo, potem nas ta spremlja skozi ves dan, kar pomeni, da je naša zavest skozi dan prežeta z Bogom ali pa se nas vsaj manj dotaknejo vsi problemi, s katerimi se preko dneva soočamo. Zdaj pa samo molitev, ki sem jo prej izgovoril, ima svoj prevod in dostikrat razmišljam o tem sicer preprostem prevodu. Molitev je sestavljena iz 3 besed Hare Krišna in Rama, to so 2 imeni Boga, eno ime pa je ime oziroma je naslavljanje Božje energije. V prevodu pa molitev v bistvu izraža prošnjo Bogu, da nas sprejme v služenje njemu. Zato ker v molitvah se često obračamo k Bogu, zato ker mi nekaj potrebujemo. Ampak višja stopnja pristopanja Bogu je pa, ko nas zanima, kaj on želi od nas. John F. Kennedy je imel eno zanimivo izjavo, ki jo lahko prenesemo na to področje, ko je rekel, ni vprašanje, kaj lahko Amerika stori za vas, vprašanje je, kaj lahko vi napravite za Ameriko. In na duhovni poti je tudi, ni vprašanje, kaj Bog lahko napravi za nas, ampak je vprašanje, kaj mi lahko napravimo za Boga. Oziroma, poskušam se vse bolj spominjati tega, kaj Bog želi od mene in poskušati delovati v skladu s tem. To je potem čisto prestopanje k Bogu, brez da sebe postavljam v središče, brez da je to na ta ali pa on način sebično motivirano, čeprav še zmeraj, tudi če imamo neke svoje predstave, cilje ali pa želje, tudi materialne želje, ki jih želimo, da jih Bog izpolni, še zmeraj, da se bolje, da se na ta način obračamo k Bogu, kot pa da se k njemu ne obračamo, ampak torej še višja oblika je, da se začnemo spraševati, kaj on želi od nas. Hvala. Mogoče še eno kratko podvprašanje k temu vprašanju, ko ravno govorimo o molitvi. Je mogoče govoriti o pristni veri brez molitve in brez obredov? Recimo velikokrat slišimo, vsaj tako med kristjani, da kdo reče, v Boga verujem, vem, da on je, ampak v cerkev pa ne grem. Kakšno je vaše mnenje? Je to veren človek ali ni? Vera v Boga stvar je duha. Včasih, seveda, naše telo je materija. Ko naše telo je lačno, rabi hrano, potem ga nahranimo. Ko je žejno, rabi vodo, potem mu damo vodo. Ko mu je mrzlo, ga oblečemo. Ko mu je toplo, ali rabimo včasih, da se okopamo.
ampak znotraj duša, to, kaj smo mi, to se ne rabi. Ne hrano, ne vodo, ampak rabi svojega stvarnika. In to je Bog. In ravno to, misel, duhovno stanje, misel je prva molitev in stik z Bogom. Ker Bog natančno ve vsa naša stanja. Hvala. Ja, to res slišiš, ne? Ampak bi rekel, delaš krivico samo sebi pa ti veri, ne? Ne se imaš za vernika, pa dejansko tega ne živiš, ne? Tako smo slišali, ne? Dejansko ne gre ne, skupaj, ne? Ter dejansko človek, ki se ima za kristjana, potrebuje srečanje z njim, dejansko potrebuješ Boga, ne? Če želiš živeti, kako boš živel to, kar dejansko Bog pričakuje od tebe, če se z njim ne srečuješ. Dejansko to ne gre, ne? Torej, ni mogoče, ne, dejansko tega, bi rekel, izpolniti, ne, mogoče misliš, ne, zaradi, ne vem, hitrega tempa življenja, ne, in tega ne rata, ne, dejansko potem si, kot rečemo, kristjan pač na papirju, ne vemo, papir vse prenese, ne, tako da bi lahko se imenuješ, ampak dejansko, tako sem rekel, ne delaš krivico, bi rekel, samo sebi pa Bogu, ne. Hvala. Ne, mislim, da to ni mogoče, ne, brez obredov, brez molitve. Za nas kristjane pa absolutno, mislim, pripadnost cerkve o tem ni nobenega dvoma. Recimo, meni so pred kratkim so me prosili z neke visokošolske ustanove v Mariboru, da bi imela nek govor, pa sem rekla, da z veseljem, ampak ker pač vem, kakšno okolje je to, jih prosim, če da ne bomo pač v zadregi, oni pa jaz, če lahko povem res iskreno, ne, ker jaz sem tudi iskala modrost pa smisel in sem jo našla na popolnoma nepričakovanem mestu, če lahko to povem, in je potem rekla ta gospa, joj, to pa moram vprašati pač glavnega, ne. No in potem me čez 2 dni poklicala, pa rekla, ja, v redu, mislim, glejte toliko, kolikor ste imeli, ko ste dobili prstan, toliko lahko prenesemo, ne, nikakor pa ne bi želeli, da je to reklama za cerkev, ne. In potem sem jaz rekla, gospa, jaz enostavno sem vesela, da to slišim, ker so te besede namenjene meni, jaz sem reklama za cerkev. In če mi zdaj tega ne bi rekli, ne bi verjetno sploh teh besed sama našla, ne. No in potem, ko jaz sem rekla, seveda, si pokličite nekoga drugega, jaz pa z veseljem pridem naslednjič, ko mi bo dovoljeno biti iskrena, vam bom to povedala. No, tako smo se poslovili in potem sem premišljevala o tem in sem si mislila res kako nenavadno, da sem to morala slišati, reklama za cerkev, ne. Ker vse to, kar se, sploh sama se ne bi domislila teh besed, ne. In potem sem si mislila, kaj les je, ne, ta glavni mislu, pa kak je on to, in kar je zdaj, vidim, da je bilo tudi njemu namenjeno, ker se kar naprej srečujeva s tem ta glavnim, ne. In vidim, da on tudi premišljuje, in tudi v cerkvi sva se že srečala, ne. In na neki prireditvi je bil tako nervozen, da sem videla, da je odigral, njegova žena je sedela med njim in mano in potem je v nekem momentu vstal in je rekel njej, no potem pa sedi tukaj, če hočeš, in je bila to čista laž, ona nič ni rekla, da bi, ampak se pravi, zdaj njega tudi preganja, tako da bo že slišal svoje prave besede, ne. Hvala. Čestitke tudi za pogum in zvestobo sebi in Bogu in cerkvi, res. Torej, če je vprašanje, ali smo lahko verni, pa ne molimo, ne gremo, nimamo obredov na nikakršen način, ne pokažemo te vere, potem me to spominja na eno zgodbo moža in žene, pri čemer je mož ves dan trdo delal, da bi zaslužil denar za družino, žena pa je bila doma ves dan. In ko je po celodnevnem delu se vrnil domov, mu je žena govorila,
dragi mož, jaz te tako zelo ljubim, jaz te imam tako rada, jaz ne morem živeti brez tebe, ti si zame vse. In ko je izpela te svoje besede, potem je mož vprašal, kje je kosilo. In ona je rekla, jaz te tako zelo ljubim, ti si zame vse, jaz te imam tako rada. In potem mu je postalo jasno, da kosila ni nikjer. In vprašanje je, kje je tu bila ljubezen. Kje je vera, če je na noben način ne pokažemo, če je na noben način ne izpovemo, če na noben način ne pristopimo k Bogu. To so potem samo prazne besede, s katerimi, kot je bilo rečeno, zavajamo sami sebe ali pa celo zatiskamo sami svoje oči. Tako da vera se mora na nek način pokazati. In to na ta način, torej, da se držimo tega, kar Bog želi od nas. In ena izmed stvari so tudi določeni obredi, molitev, kot jih pozna vsaka duhovna tradicija. Hvala. Torej, tukaj so bili odgovori dokaj enaki, molitev in obredi nekako morajo biti, da napajajo to življenje. Še kakšno vprašanje iz publike, mogoče to zadnjo, nedolgo nazaj so bile volitve, pa je tudi fajn, da smo malo aktualni. Kako vera odgovarja na današnjo politično, gospodarsko in finančno krizo? Kakšni so odgovori vere po vašem mnenju na to krizo, ki jo nekako doživljamo? Verjetno je tudi v Sloveniji vedno bolj aktualen ta citat od Kennedyja, ki ste ga ravno prej omenili. Verjetno se bomo morali vedno bolj začeti spraševati, kaj bomo mi vladi dali, ne kaj bo vlada in država dala nam. Oziroma imam občutek, da že kar lep čas to tudi živimo. V začetku smo rekli, da je Bog milosten. V začetku smo rekli, da je milostni Bog milosten. In seveda, ko nas je ustvaril, on je dal vsem nam skrbo. Ampak nam je dal razum, da to skrbno med sabo pošteno razdelimo. In zdaj ta kriza, o kateri govorimo, pa so bile krize že prej, ampak vedno so krize tiste, ki so bile v začetku krize morala, moralne krize. Krize, ko ljudje začenjajo verjeti, da je večnost tu, pa ne v onostranstvu, ampak ko pride konec, potem nič ne ostane razen kesanja. Hvala. Ja, pohlep ne imeti. Jaz se spomnim, ko preden sem postal veren, sem bil v enem, bi rekel, taki skupini, kjer smo se ukvarjali vzajemnimi skladi in smo imeli geslo, ne avioni, milijoni kamione, smo mislili, mi bomo tako služili denar, denar bo kar prišel sam, mogoče ta miselnost, da čim manj narediti, pa čim več zaslužiti, dejansko brez dela pride do denarja, in dejansko je zato zadnjič glih en gospod razlagal, kako je v enem podjetju, ker so vsi kradli, on je kradel, ti vsi, dejansko, in potem čez en čas je tudi on začel razmišljati, če bi tudi on kradel, ga takoj ga potegnilo, verjetno vse to, torej dogajanje dejansko je pripeljalo do te krize, in zdaj odgovor vere na vse to, dejansko, kot smo že rekli, torej morala, dejansko ena stvar, potem pa res biti goreč kristjan, se mi zdi ta gorečnost, biti z Bogom povezan, poznam ena dva zakonca, ki imata svojo podjetje, ki se res dejansko, Bog ima mesto v njunem življenju, življenju celotne družine in kolikokrat sta razlagala, kako sta blagoslavljala finance, kako sta se trudila biti poštena, tudi ko so drugi, ne vem, so jo ukradli, upeharili, tudi 10 000 evrov in več, ampak sta vztrajala, bila poštena, odpuščala, dejansko sta res živela svojo vero,
Se mi zdi to odgovor, ne, če bi res mi kristijani živeli, ne, če ne vem, imamo v Sloveniji, ne vem, 70% kristjanov, ne, da če bi to res bilo tako, kot bi naj bilo, ne, bi dejansko te krize ne bi bilo. Ne, to se mi zdi ta odgovor, to je res biti človek molitve, dialoga in res bi rekel svoje delo dejansko izpolnjevati, ne, in tudi dva zakonca pravita, kako so tudi recimo od začetka tudi molila s svojimi delavci, recimo, ne, ali pa ne vem, da je res bila prežeta s to molitvijo, ne, in ta molitva potem tudi so bili sadovi, se tudi razlagala, da prišla kriza, ne, tudi v njunem podjetju, ne, vemo, privatnika ni enostavno, in kaj so storili? Družina se je začela zbirati, tudi itak so se zbirali, ampak potem so se začeli zbirati, vsako večer so molili rožni venec. Ne, po mesecu dni ste rekli, da je bilo toliko dela, da ste lahko že izbirala, za koga bo ta delala, ne. Ja, upam, da niste potem nehala moliti, da ne bi bilo toliko dela. Ni bilo, ni tako hudo, ne, torej res ta zakonca, bi rekel, pač primer, ne, ki se res razdajata, ne, tudi, tako smo tudi prijatelji osebni, tudi oni sta mene dejansko pomagala na moji poti vere in dejansko ravno pred kratkim smo ustanovili novo zakonsko skupino v naši župniji in ona dva sta tudi, bi rekel, prevzela torej vodenje te zakonske skupine, kjer boste, bi rekel, to izkušnjo, to, kar živita, torej vedno znova in znova posredujete naprej, ne, torej da ohranjate to zvestobo do Boga in do cerkve. Hvala. Torej, če bi tisti, ki se imajo za verne, živeli svojo vero, dejansko te krize ne bi bilo. Ne gospodarske, politične, ekonomske, oziroma v prvi vrsti verjetno tudi moralne, ki botruje tej krizi. No, to so se mi vedno nekako zdela bolj moška vprašanja, jaz sem nekako bolj, ne čisto tako po žensko, ampak dobro, o tem sem tudi nekaj prebrala in se strinjam, da jaz se tudi doživljam kot predvsem duhovno krizo, vse to, kar se zdaj v svetu dogaja, ker če bi ljudje vsaj približno poznali Božjo voljo, bi vedeli, da ni, da ta pohlep ne more biti imperativ, ne, ta zakon močnejšega, koliko si pa pač kdo nagrabil, da to ni, ne, ampak da dejansko nam gre samo naš vsakdanji kruh. In ne vem, vedno bolj se vidi, ne, da ima prerok Ozej prav, ko pravi, moj narod propada, ker nima spoznanja, ker dejansko se o teh stvareh čisto nič ne govori, ne, in mislim, da se je cela ta konstrukcija finančno-ekonomska pa res popolnoma in zaštrikala in zaplezala. Hvala. Bog je ustvaril vse duhovno in vse materialno in dal je tudi navodila za uporabo. Dal je svoje navodila, svoje napotke, kako naj bi človek živel. In če se tega držimo, potem ni govora o krizah. Problem pa je, ker se tega ne držimo in potem zabredemo v takšne in drugačne težave, torej za njih smo krivi mi, ampak Bog sam ima torej rešitev. Če se bi le držali njegovih navodil, potem bi zmeraj živeli v harmoniji. Kot rečeno, vse pa izvira iz duhovnega področja. Vemo, da je tudi materialni svet, obstaja duhovni svet, potem je bil ustvarjen materialni. Kar pomeni, duhovno je tisto temeljno in glavni problem ali pa glavna kriza je ravno na duhovnem področju. Ljudje nimajo te duhovne opore, podpore, nimajo stika z Bogom in potem se to prenaša na moralno področje, prenaša se na vse druge vidike življenja. Čeprav je pa še ena stvar, da če nimamo stika z Bogom, če se ne trudimo živeti samoobvladanega življenja, potem ne bo nikoli dovolj materialnih stvari, kar pomeni, ta pohlep bo zmeraj velik. Nikoli ne bomo zadovoljni. In to je to, kar je naš problem. Zato, ker kar se tiče teh zunanjih materialnih stvari, ki jih imamo danes, če se samo spomnimo lastnih življenj, pa verjetno kar precej, izmed vas se lahko spomni 20 ali pa 30 let nazaj, niti slučajno nismo imeli toliko stvari, kot jih imamo danes. Je pa vprašanje, če smo danes bolj zadovoljni, kot pa smo bili takrat. Tako da to je glavni problem, da ne živimo usklajeno z Božjimi zakoni. Po drugi strani pa hrepenimo
po tem, kar je v bistvu v duhovnem svetu, svet, kjer je vse v redu. Materialni svet pa je minljiv svet in poln trpljenja. Tega tu enostavno ne bomo našli, ne bo se zgodilo, da bo vse v najlepšem redu. In moramo si izbiti še posebej iz glave idejo, da lahko imamo Božje kraljestvo brez Boga. Mi bi imeli vse urejeno, tako kot je v Božjem kraljestvu, sam Boga bi pa prečrtali. In to je nemogoče, neizvedljivo in zato se vse ruši in so ljudje v tem svetu nezadovoljni. Hvala. Naslednje vprašanje tudi iz publike. Kako vam uspe pričevanje vere v vsakdanjem življenju? Tako mogoče kratek odgovor. Kako vam to uspeva? Pričevati za vero, za Boga v vsakdanjem življenju? Težko. Če se malo vrnem nazaj, zadovoljstvo je Gospod omenil in v biti to je bit vere v materialnem smislu. Če se zavedamo tih 10 zapovedi, ki so nekako prežete kroz vsa Božja navodila, kot tudi nam, od samega začetka. Ampak mislim, da pohlep, tako učimo, je nekako je prirojen človeku samom. Ampak zakaj? Če se vrnemo v raj in to lepo zgodbo o našem očetu Ademu ali Adamu, vse je imel, vse mu je bilo dovoljeno, razen jabuke ali enega sadja. In vse drugo ni bilo važno, samo je bilo važno to sadje. In mislim, da ta izziv še vedno traja danes in samo ga lahko ta pohlep z čisto vero oziroma vero v Boga in spoštljivosti do tega, kaj je Bog v bistvu, zakaj nas je Bog poslal na ta svet. Vera, takoj ko sem prišel na verouk, sem začel učiti, da je Bog stvarnik. Drugo, temelj, osnovne resnice moje vere so me učili takole. Bog je samo en. Ne obstaja nobeno božanstvo, nobena moč, samo en, edini in on je Bog. Drugo, vera v angele, Božjo vojsko, ki je prisotna med nami, ki je z nami. To se pravi zavedanje, da vedno nekdo bdi, da si vedno v stiku, da Bog natančno ve, kaj delaš in kako delaš in vse bo skrbno zapisano. Te kamere, ko nas zdaj snimajo, ne? Obstaja pa Božja kamera, ki nas nekako, ne samo vizualno, ampak dubinski posname. Tretji steber moje vere je vera v Božja navodila, Božja izročila, Božje knjige, ne vem, Tora, Evangeliji, Davidove psalmi in na koncu Koran. Ampak natančno navodila, tamo, če boš hodil po tej poti ali tistih 10 zapovedi, boš imel uspešno življenje. Potem je vera v Božje poslance, tiste, ki so prišli, da nam pokažejo ta živa Božja navodila, kako so ona živa in življenja naših poslancev, od Nojeta, Adama, Abrahama, Josipa, Jezusa, Mohameda, Mozesa, ravno to njihova življenja so življenja, kako naj živimo na tem svetu. Peti steber je seveda sodni dan. O človek, boš prišel, konec, in boš odgovarjal za to. In seveda na koncu verujemo, da vse, kaj se dogaja,
da je z Božjom voljom i z Božjim određenjem. Nagovarjanje ljudi v vsakdanjiku, ki je materija danas ta ljudski ali človeški ekspanzionizam prisotan. Nenehno človek hoče biti Bog. Hoče on povedati, kaj je prav, kaj ni. Hoče on določati naše življenje. Hoče nekako drugemu, pri tem pa zanemarja Boga. Nekako ga potiskuje in žal v tej družbi, v kateri živimo danes, nasplošno v tem svetu, ravno tisti, ki pravijo, Bog hoče pravdu, so nekako najbolj v medijih, v družbi, v časopisi se vidi, se jih hoče omraziti in se hoče povedati, da so oni omraženi, jutri bojo nas obtožili, da smo mi krivi za finančne ali za vse krize moralne, ki se dogajajo v tej družbi. Ampak vera je osnovno izročilo, ki sigurno je prava pot v bodočnost. Hvala. Torej, kako mi uspeva, treba vprašati moje farane, oziroma tam, kjer sem na župniji. Drugače pa jaz bi mogoče bolj opisal, recimo, kako pač to nekako skušam počenjati, kjer sem, pa tam, kjer me povabijo, da skušam stopiti v stik z ljudmi, torej družinah, recimo, kjer sem nekako povabljen in potem tam skušam, bi rekel, z svojim navzočnostjo, potem preprosto ljudi počasi pripeljati k Bogu, in potem res je najlepše to, ko pač vidim, da se Bog ljudi dotika, ko jih ozdravlja, ko jih osvobaja, ko začnejo si odpuščati, ko postajajo boljši ljudje, postanejo bolj srečni, veseli in to je tisto, se mi zdi, kar je najlepše pričevanje. In zato skušam, bi rekel, preko, kot sem že prej omenil, molitveno skupino, ko sem prišel, na župnijo je bilo 10, bi rekel, starih babic, tako malo znesomahane. Potem pa počasi smo dali malo življenja, ljudje so začeli dejansko oduševljati, ozdravljenja, da jih Bog ozdravlja, ne po molitvi, preko moje molitve, preko drugih. In tako so ljudje potem počasi videli, da dejansko Bog res živ, ne samo da je živ, da deluje, da je učinkovit. In zato potem so ljudje počasi, bi rekel, začeli, bi rekel, v večjem številu hoditi na ta srečanja. In potem se mi zdi te dogodki, tudi kot so romanje, recimo, kot smo bili pred kratkim tudi v Medžugorju, kjer verujemo, oziroma jaz verujem vse, da se tudi Marija prikazuje. In kako so mnogi, recimo, ki so šli zraven, tudi zakonci, recimo, kako se jih je Bog dotaknil, in kako smo lahko potem počasi preko, rekel, tega dogodka enkratnega, ki je pač trajal, bi rekel, dlje časa, ko smo se pač srečevali, vsake toliko časa, kako stvar vršeš, poveš, izkušnjo, kako Bog deluje, in potem, kako so se potem ti zakonci med sabo povezali in kako je lahko potem nastala, recimo, zakonska skupina, kjer se zdaj letimo med seboj srečujejo in dopolnjujejo, povejo svoje izkustvo in potem, recimo, voditelja lahko sedaj, recimo, povete, kako ona, recimo, živita svojo vero, se mi zdi to, da nekako skušam omogočati, recimo, potem imamo tudi, recimo, smo pred kratkim začeli skupino za moške, recimo, kjer možje, bi rekel, tudi jaz bi rekel, nekaj skušam iskati svojo, biti mož, oče, dejansko duhovni oče in dejansko tako, bi rekel, drugega dopolnjujemo, dejansko gledamo Boga in potem gledamo ta Božja navodila, ko se bila rečena, kako naj zato mi živimo. Tako zakonci kot očetje, matere, otroci in tako dalje. Se mi zdi to tista pot, ki nekako vidim svoje poslanstvo, prinašati ljudem Boga in da ta Bog potem v njihovem življenju res deluje, res živ, navzoč. Pa takrat vidiš, ko se ljudje začnejo spreminjati. Hvala. Recimo, pač mogoče se vam bo zdelo čudno, ampak to, ko javno govorim o njem in pač pričujem na ta način,
je v bistvu lažji del, ne, ker njegova milost in vse to, kar se je zgodilo, je bilo tako neznansko, da itak moram govoriti o tem, to je tako vseobsegajoče, da nimam s tem nobenih težav, ne, in rada govorim o tem. Zelo je pa težko, ko moram pričevati na ta način, da nosim res, recimo v vsakdanjem življenju, se veste sami, nenadoma se znajdeš v neki situaciji in zdaj pa pokazati, da imaš res ta njegov mir v sebi, ne, to njegovo ljubezen, tam pa v glavnem padam, ne. In kot seveda ženska in kot izjemno jezikavo bitje naredim ogromno škode, ne, predvsem svoji duši, drugim in se veste, potem to se konča z stavki kot glejo, ne, kar naprej ima Boga na ustih, pa kaj je rekla, ne, kar je res, potem ker me daje nestrpnost do najbližjih, pa nimam več potrpljenja, rečem res takšne stvari, da se potem sam čudim, kje sem bila, kaj sem premišljevala, da sem lahko vse to rekla, ne. Tako da hočem reči, to je res, to mi je težko, zelo mi je težko in ogromno krat sem v situaciji, recimo se pogovarjam s človekom in mi je tako strašno težko, da ne zdržim pogovora z njim, če ne bi ves čas v sebi molila. In potem ravno tu se najbolj prepričam, kako deluje, ne, ker človek, ki me napade z vsemi, moj bližnji, moj najbolj bližnji, ki me pozna, ki ve vse o meni in potem strelja po meni in seveda jaz tudi zelo dobro poznam njega in je potem najlažje se spustiti v vojno, ko streljaš enako po njem in vem, da to ni prava pot in potem se moram ugrizniti v jezik tako, da imam občutek, da mi kar kri kaplja pri ustih in molim v sebi in potem res, če to zdržim, se vedno zgodi ta mali čudež, ko se pa nenadoma ta res umiri in potem neha streljati po meni in potem meni ni treba reči nič, kar bi kasneje obžalovala. Tako da čudeži se dogajajo? Vsak dan. Hvala. Ja, mogoče se lahko kar navežem na te besede. Glavni problem verne osebe ni okolica, pa niso drugi, njihovo razmišljanje, glavni kamen spotike smo mi sami. Sicer, če dobro razmislimo, ni razloga za to. Zato, ker že če samo odmislimo, ali pa če postavimo pod vprašanje, da Bog obstaja, potem bomo še zmeraj videli, da ni razloga, zakaj bi se nekdo sramoval ali pa zakaj bi nekdo imel kaj proti življenjskemu stilu osebe, ki je verna. Nekoč je Šrila Prabhupada oseba, ki je razširila tradicijo, duhovno tradicijo zavesti Krišne po vsem svetu in nekoč je bil v Los Angelesu in k njemu je prišel v tempelj nek Indijec, ki je živel v Ameriki. Navadno Indijci, ko gredo iz Indije, potem gredo za to, da ne gredo zaradi Boga, gredo zaradi denara. In tudi ta človek je bil v Ameriki zaradi denarja. Prišel v tempelj, svetišče, gledal okrog in potem je prišel pred učiteljem in mu rekel, vse lepo in prav, ampak kaj, če to ni res? In on ni želel na dolgo in široko debatirati z njim, ampak mu je rekel, nič hudega, če ni res, to je še zmeraj lep življenjski slog. Tako da, če živimo moralno življenje, če živimo pošteno, če želimo imeti lepe odnose z drugimi, tudi če odmislimo to, da Bog obstaja, je še zmeraj to precej lepše življenje, kot pa ga živi večina ljudi. Tudi posvetne raziskave kažejo na to, da tam, kjer je mnogo vernih ljudi, je dosti manjša stopnja kriminala, manj je nasilja v družini, manj je odvisnosti od droge, manj alkoholizma in tako naprej. Tako da že samo z tega zornega kota nekoga, ki je veren, ne bi bilo treba biti strah ali pa sram, da živi to verno življenje oziroma da to vero je pripravljen razložiti ali pa pokazati tudi drugim. Ampak poanta je ravno v tem, kar je naslov teh Nikodemovih večerov. Vprašanje je vere. Se pravi, v kaj verjamemo, čigave vrednote sprejemamo, čigav način razmišljanja sprejemamo.
Verna oseba, če da na eno stran tehnice Božje besede, potem bi moralo biti tako, da na drugo stran lahko daš kakršnokoli izjavo, kakršnokoli mnenje, kakršnokoli drugo vrednoto, bi moral zmeraj prevagati Bog. Ne? In to je to naše vprašanje vere, ali je to pri nas tako. Vkolikor ni, potem pač moramo delati na tem, da gre stvar v to smer. Hvala. Vseh vprašanj ne bomo mogli zastaviti, ki so napisana, časovni okvir nažalost tega ne omogoča. Na določena vprašanja so naši dragi gostje tudi že vmes odgovorili. Nekaj pa sigurno bomo. Naslednje vprašanje bi združil z mojim vprašanjem. Sicer gre za vprašanje tako zahtevno, težko vprašanje, in sicer vprašanje zla, trpljenja. Zatem, kot vemo, so se mučili skozi vso zgodovino veliki ali največji umi človeštva. Me tako zanima vaš osebni vidik, kako združiti trpljenje, zlo, smrt z obstojem Boga, ki je čista ljubezen, ki je usmiljenje, ki je čista dobrota. Kot vemo, je to velik problem in velikokrat slišimo, da kdo pravi, če bi Bog resnično obstajal, toliko trpljenja, toliko zla na svetu ne bi bilo. Ali pa tudi jaz ne bi recimo tako trpel, če bi Bog res bil. V soboto, čisto tako osebno, v soboto sem bil v Hudi jami, rov Barbara, to verjetno poznate. Tam bi naj bilo nekje 4000 trupel pokopanih, 1000 so jih že izkopali in res, ko smo šli po tistem rovu not, res nekje v sebi začutiš neko tesnobo, nelagodno občutek, nekje začutiš, koliko trpljenja, koliko hudega se je tam zgodilo. In dejansko to niso preproste stvari in me zanima tako vaš vidik, kako združiti Boga, ki je dober, ki je ljubezen, po drugi strani je trpljenje, zlo. Vprašanje, ki ga pa zastavlja nekdo iz publike, pa pravi, kaj vas vodi k temu, da tudi v brezupnih situacijah verujete? Kot ste rekli, zlo ali tisto, kaj nam ni drago in ni všeč, je od samega začetka z nami na tem svetu. Tisto, kaj od kje se jaz učim, to so v glavnom priče ali zgodovinska pripovedovanja iz časa Božjih poslancev. Če vzamete Abrahama, Mojzesa, Ibrahima, Musa, Mojzesa, Nojeta, Lota, če vzamete Jezusa, na koncu Mohameda, vsi so imeli določene izkušnjave, da so živeli v tem, da so vedno govorili, da je dobro in za dobro se boljše zalagati in vedno so bili proti zla, če so ga časi sami občutili. Ampak to njihovo ravnanje, to njihovo vedenje, to je nekako nama navodilo skozi življenje, pa saj njihovi izzivi v njihovem življenju nič niso bili manjši, mogoče največji od vseh ljudi, kateri so živeli na tem svetu. Ampak seveda, če te zadesi, ampak če živiš, če trpiš od nekoga zlo, to moraš razumeti kot Božje izročilo, da si potrpežljiv in je pregovor, posle dežja vedno pride sonce. Drugo pa je, hudo je skozi zgodovino, vsa ta zla, katera so se dogajala, zgodovina nekako si zapiše, da obstajajo tudi taka zla, ki so v imenu
to, kaj ste rekli, Boga, ampak mi vsi pravimo, da je Bog milosten, usmiljen. In ko beremo naše svete spise, nikje ne boste našli, da Bog pravi ubij ali temu vzami. Največji steber vere je drugemu radi, drugemu bodi tako, ko si želiš, da je tebi. In to je za mene največji steber, največja osnova oziroma naše notranje vere ali potrditve naše vere. Seveda, skozi zgodovino so bili interesi, kot so bili politični ali materialni, da so včasih prepisovali te take, da se to, kaj se dogajalo. Na drugi strani je, evo danas, žal, jaz sem musliman, vernik v Boga. In kot vidite, se pravi džihad, tisti ubijajo, res obstajajo neki, ki pravijo, da so muslimani in to delajo. Ampak če berete knjigo, Božjo knjigo Koran, in ko pridete do enega stavka, kjer Bog pravi takole, tisti med vami, ki ohrani samo eno življenje, ima nagrado pri meni, kot da je ohranijo cel svet. Ampak tisti med vami, kdo bo kriv samo za eno življenje, pred mano je, kot da je kriv, da je cel svet pobil. Vse drugo ni moja vera, to pa je moja vera. Hvala. Hvala. Te besede me spominjajo na besede Dostojevskega, ko v Bratih Karamazovih pravi, vsi smo krivi za vse, jaz pa najbolj. Torej, kristijani verujemo, da Bog ustvaril vse, kar ustvarja je dobro, ampak v nekem trenutku bi rekel, je Lucifer, ki je bil največji, torej od angelov, torej najlepši, se odločil za svoje nasprotje, torej je hotel biti kakor Bog, torej napuh. In v tistem trenutku je pahnil, bi lahko rekli, samega sebe v večni ogenj. In z njim so šli tudi angeli, torej hudobni angeli. In seveda ljudje imamo svobodno voljo in nas, bi rekel, ko smo slišali, torej skušajo. In človek lahko, če ne živi svoje vere, je toliko bolj, bi rekel, labilen, dovzeten za zlo. Zato potem, recimo, ko pride, recimo, kakšna vojna, je potem to zlo še toliko dobi večjo moč, da dejansko človek dela stvari, ki jih, recimo, če ne bi bila vojna, tega ne bi delal. Zato, recimo, vsakič, ko se, recimo, dogaja splav, vsakič, ko smo krivični, tudi jaz, dejansko pripomorem lahko, da tam, recimo, ena žena v Bosni posiljena, recimo, Torej, vsakič lahko tudi svojim grehom, ki ga jaz naredim, dejansko pripomorem k slabemu. Tako lahko tudi z dobroto, z ljubeznijo, ko molim, slavim Boga, pripomorem torej k dobremu. Zato bi rekel, verjetno ste že slišali za skupino Zmelkov, ki so rekli, da smisel življenja je ležanje na plaži, zmožgaj na of in čivavo na straži. To je en smisel življenja. Taki smisel bi lahko rekel, sem jaz imel, preden sem spoznal Boga, torej si dejansko sem imel ta vprašanja glede trpljenja, nisem imel dejansko odgovora. In šele vera v živega Boga, v Jezusa Kristusa, mi je dala ta odgovor. Dejansko, če gledamo našega Boga, torej samega, je dal skozi, trpel, zakaj ve Bog sam, ter dejansko na tak način je dejansko moral odslužiti. Jaz bi mogel pribiti na tisti križ in se moj Bog odločil, jaz grem za tebe, ker te tako noro ljubim, jaz grem. In tudi, če bi ti edini na tem svetu, bi še enkrat to storil. In dejansko sedaj, ko sem pač že torej nekaj let veren, tudi prihaja seveda stiske, preizkušnje. In dejansko takrat, res, ko sem se spomnim pred časom, ko sem res bil na eni hudi preizkušnji,
dejansko se zavedam, da je Bog z mano. Bog je tukaj. Bog me takrat, ko jaz trpim, dejansko vzame na svoje rame, ne, me nosi. In takrat vem, mi je veliko pomoč skupnost, torej bratov in sester, ki mi torej priskoči na pomoč, jih prosim. Torej to se mi zdi dragoceno, da imam vedno nekoga, ki ga lahko prosim, moli za mene, ne zdržim. So bili trenutki, ko sem rekel, Bog, zakaj? Zakaj to dopuščaš? Zakaj se to dogaja? Nisem dobil vedno odgovora, ampak dobil pa sem vedno tolažbo, pomoč. Teda mi kristijani imamo našega Boga, torej, ki je vedno pripravljen nam pomagati. Ali je to preko bratov in sester, ali je to neposredno, torej vedno imamo, bi rekel, to milost, ta blagoslov, da nas nikoli ne pusti same. Dejansko samo potrebno odpreti srce in še enkrat hočem z Božjo pomočjo. Kdor hoče iti za menoj, naj vzame svoj križ in hodi za menoj. To seveda vsak, ki veruje v Jezusa, ve, da je to tako, da je to tudi vera v njegov križ. In to je, kar se tiče lastnega trpljenja, da ga moraš sprejeti, ker križ je iluzija, ki jo je Bog postavil pred sebe in vsako našo iluzijo o njem. Tu se lahko vsakič prepričaš, se pravi vse to trpljenje, ki te pač doleti, ga moraš sprejeti, ampak on je seveda tukaj vedno. In vsak, ki objame v nekem trenutku ta svoj križ, ne samo da ga nosi, začuti, kako se spremeni v ptico in poleti v nebo. Kar se pa tiče trpljenja, človeštva, trpljenja, ne vem, skozi vso zgodovino, če recimo bereš to, se ti zdi vse skupaj popolnoma nesmiselno. Vem, ko so nas v šoli učili, da kdor se ni zgodovine čisto nič naučil, jo bo ponavljal. In mislim, da že kot otrok ti je postalo jasno, da se ni nihče nič naučil in da se ta zgodovina ponavlja nenehno, ampak samo na različne načine. In potem seveda kot vernik veš, da Bog ni samo tvoj Bog, ampak je tudi Bog te zgodovine in da ona brez njega ne bi imela res nobenega smisla. In on edini jagnje, ki je žrtvovano, bo lahko odprl to knjigo. Hvala. Pogled na trpljenje bom poskusil o njem razmišljati s par zornih kotov. Bhagavad Gita govori o enem izmed materialnih zakonov in ga imenuje zakon karme. To je zakon, ki v preprostem jeziku ali pa v našem reku pravi, kar seješ, to žanješ. Tudi Jezus je govoril o tem, da kdor prime za meč, bo z mečem pokončan in podobno. Kar pomeni trpljenje, ki ga danes doživljamo, je posledica tega, da smo mi nekomu povzročali trpljenje v preteklosti. In v situaciji, v kateri smo, imamo samo to možnost, da v tem trenutku pravilno odreagiramo oziroma delujemo na pravilen način, tako da v prihodnosti ne bomo vsaj ne želi trpljenja. To je torej en vidik ali pa en pogled, ki ga vedska literatura daje na trpljenje. Seveda to trpljenje, za katerega rečemo, da smo sami krivi oziroma za katerega moramo sami prevzeti odgovornost, ne pomeni, da če nekdo trpi, rečemo čist prav ti je, to si zaslužil, ampak pomagamo takšni osebi. To naj ne bi vodilo brezsrčnost. Drugi vidik ali pa pogled na to, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je trpljenje ali pa kaj je zaželeno in kaj ne, je pa ta, da naš pogled na svet ni nujno enak, kot je Božji pogled na svet. Pa spet ker večina tukaj prisotnih je kristjanov, bom omenil en primer iz Svetega pisma, pa če ne bo
čisto do besede natančen, mi prosim oprostite ali pa me popravite. Ampak ko je Jezus povedal, da bo ujet in da bo križan, potem je, če se ne motim, Peter rekel, da ga bojo branili in da bojo se postavili zanj in tako naprej. In potem mu je rekel, ti gledaš na tak način, kot gleda človek, Bog pa gleda na drugačen način. In tako je tudi, ko gre za trpljenje v našem življenju. Mogoče nekaj izgleda negativno, nekaj se ne zdi smiselno, ampak to ima zadaj smisel. Bog stoji za tem, ne bi se zgodilo, če Bog tega ne bi odobril. Poanta pa je samo v tem, ali bomo mi uspeli prepoznati, kaj se moramo naučiti iz tega, oziroma na kak način naj nas bi to približalo Bogu. Ker videli bomo, da dostikrat ravno težki trenutki so tisti, v katerih rastemo, so tisti trenutki, v katerih se bolj intenzivno zatekamo k Bogu in močneje čutimo stik z njim. In če je smisel življenja v tem, da prebudimo ta stik, da ga okrepimo, potem takšno, tako imenovano negativno situacijo ne bomo več videli kot negativno, ampak jo bomo videli kot pozitivno. Normalno, to je zdaj tako tu z mikrofonom pod lučmi zelo enostavno govoriti, ampak ko se v svojem življenju znajdeš v težkih situacijah, je precejkrat neprijetno, ampak spet vera je tista, ki nam pa daje upanje oziroma nam daje smer, v katero naj bi šli oziroma da nadaljujemo s pravilnim delovanjem in potem bomo videli slej kot prej, da je Bog tisti naš prijatelj, tisti, ki nas zmeraj čuva in skrbi za nas in bomo videli v teh svojih preizkušnjah, da so bile nujno potrebne, da smo lahko zrasli, da smo lahko napravili naslednji korak v približevanju k njemu. In če bomo videli težave skozi te oči, potem bo vse skupaj lažje in te težave bojo vsaj v veliki meri izgubile svoj negativni predznak. Hvala. Čas se nam počasi izteka, približujemo se koncu. Mogoče za konec še eno kratko vprašanje za kratek odgovor. Če bi na ulici srečali naključnega človeka in bi vas vprašal, zakaj verovati, kaj bi mu odvrnili? Ker se boljše boš počutil na tem svetu. Hvala. Ne samo v onostranstvu v nebesih, ampak že tu. Tu. Vera je za to. Samo ko pridimo, ona je zalog za... Ja, tam pa ne bo več potrebno verovati, ne? Tamo že veruješ. Tamo vidiš, vse bo padlo, tamo vidiš, da je vera bila resnica. Hvala. Torej, zakaj verovati? Torej, preprosto, ne? Ker s tem, kot sem že prej povedal, ne? Najde smisel življenja, srečo, veselje, ljubezen dejansko po tem, po čemer hrepeniš, ne? Ljubiti in biti ljubljen dejansko ti da vera odgovor na to. Hvala. No, še preden me to vpraša, jaz ponavadi, ne vem, ko se pogovarjamo, rečem, da enostavno si ne znam predstavljati, če se mi ne bi vse to zgodilo, kar se mi je zgodilo, ne znam si enostavno predstavljati, česa izven tega bi se lahko prijela v tem življenju in da dobim resen tak občutek, tako mrzu, grozen, popolnega nesmisla, da se mi zdi, da res enostavno moraš, da izven tega ni ničesar. Drugače je premrzlo, prehladno. Ja. Ob teh besedah sem se spomnil na besede velikega misleca Friedricha Nietzscheja, ko tam govori, da smo mi pregnali in ubili Boga in da Boga ni, potem na koncu pa pravi, a se ni tu nekam shladilo, zmračilo, a ni nekam hladno tukaj?
zvezi z ničem, še lahko jaz eno stvar povem. Seveda. Slišal sem za grafit, na katerem je pisalo Bog je mrtev, Niče, potem je pa znamo bil napis Niče je mrtev, Bog. Tak, da. Bog je večna realnost. Zakaj verovati? To je edini način, da smo lahko srečni. Duša je lahko srečna, ker je duhovna, ne more biti srečna na materialni ravni, lahko je samo, kadar je povezana z vrhovno dušo oziroma z vrhovnim duhovnim bitjem, z Bogom. In to je tako kot riba, ki jo damo vodo. Ko jo daš ribo vodo, je v naravnem položaju nesrečna, brez vode je riba zmeraj nesrečna. Tako da to praznino, ki jo ljudje čutimo brez Boga, to luknjo v srcu ni mogoče zapolniti z nobenim velikim avtom, z nobeno veliko hišo, z ničemer v tem svetu. Edino, kar lahko da uteho našemu srcu, ki zmeraj išče ljubezen in srečo, je stik z Bogom. Hvala. Če na kratko povzamemo, zadnji odgovor je človek brez vere kot riba na suhem, ko pa najde vero in Boga, pa je potem v vodi in zaplava in zaživi v vsej svoji človeškosti in pač to, kar mu je namenjeno. Konec časov in dopolnitev časov je skupno vsem veram, tudi nam. Čas se je dopolnil, večer se približuje koncu. Še enkrat se vam res vsem gostom iz srca iskreno zahvaljujem, da ste bili pripravljeni priti sem, da ste bili pripravljeni odpreti svoje srce. Kot vemo, vera je nekaj zelo osebnega, intimnega, tudi ni preprosto. Smo vam res hvaležni, da ste nam dovolili pokukati malo v vašo notranjost, v vaše srce. Dejansko ste nam košček tega srca tudi dali, smo vam res za to zelo hvaležni. Tudi je bila velika obogatitev, tako iz različnih vidikov, iz različnih veroizpovedi. Vsak človek je nekaj posebnega, enkraten, edinstven, tako vam res še enkrat iz srca najlepša hvala.